povedati, da sem v zvezi z celotnim dnevnim redom današnjega odbora za obrambo zelo vesela, da je uspelo na eno sejo spraviti različne sklepe, iz katerih vidite, kako se dobesedno vsak dan vlada srečuje z novimi zahtevami, z novimi pričakovanji za napotitve, ki pa so del rednega rotiranja sil na misijah. In všeč mi je tudi, da ste, gospod poslanec, opozorili na to, ali lahko in zakaj vlada ne uveljavlja razpravljalne vloge odbora za obrambo, ki jo je omenila oziroma ki jo je nameravala uveljaviti v času pred, torej, ki jo je napovedovala v času pred volitvami, ki jo je pokazala tudi prav v povezavi s to misijo. Všeč mi je zaradi tega, ker bi vam rada prav ob današnjem dnevnem redu povedala, da za čisto vsako majhno spremembo, ki v nekaterih primerih niti ni povečanje, ampak je v nekaterih primerih samo sklep o rotaciji, o dodatni rotaciji, ki je že v veljavi, ki je v bistvu eden od mnogih kontingentov, ki jih pošiljamo na misijo. Ne bo mogoče vselej uveljaviti predhodnega razpravljalnega položaja državnega zbora, pač pa vas bomo prosili in to pripravljamo, da boste ustvarili svoje mnenje na dveh točkah. Pripravili bomo strategijo sodelovanja v različnih mednarodnih operacijah in misijah, kjer bi vas radi za daljše obdobje vnaprej obvestili o tem, kakšni so načrti glede sodelovanja. In tam boste videli, da je pomembno, če nam pri politiki obnašanja v posameznih operacijah pomagate s svojim mnenjem. Ne bo pa možno vselej za vsak sklep prekiniti sklepanje vlade in vas tudi tu obremenjevati vnaprej, in to pomeni v bistvu dvakrat, vnaprej obremenjevati z sklepi vlade. Da bi nekoliko bolj racionalizirali vse te postopke, bomo pripravili strategijo, iz katere boste videli prisotnost naših sil na vseh misijah in danes boste posredno preko tega, kar se bo tu dogajalo, tudi videli neke vrste politiko prisotnosti na vseh misijah. In drugič, pripravljamo dokument, ki se imenuje postopkovnik o razpravljalni vlogi parlamenta o napotitvah na mednarodne operacije in misije, ki bo natančneje opredelil se strani vlade, kako bomo in v katerih primerih obveščali oziroma poskušali uveljaviti oziroma poskušali prositi vas za mnenje v predhodnem procesu, torej v tej tako imenovani razpravljalni vlogi. Ta postopkovnik bo v razpravi na vladi v prihodnjih tednih in z njim bomo prišli tudi po mnenje k vam. Torej, ob obeh teh dveh točkah boste videli, da vam ponujamo še vedno razpravljalno vlogo, vendar na način, ko nam boste pomagali bolj za političnimi usmeritvami, kot pa s tem, da se zaustavimo pri vsakem posamičnem sklepu za vsakega posameznega pripadnika, kajti v duhu operativnosti je včasih treba odločati zelo hitro.